Tako, kadar pride pomlad, si zmeraj izberem eno vožnjo, s katero preizkusim svojo kondicijo. Zbral sem si progo, na kateri bom videl, s kakšno povprečno hitrostjo lahko prevozim 70 km, pri čemer se omejim samo na cono 2. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Dejansko je prišla pomlad, ampak je kar precej mrzlo vreme. Tako oblačno, da smo lahko samo srečni, če med oblaki vidimo kakšen sončni obris. Ob 10. dopoldan je bilo komaj 11 stopinj Celzija. Upanje je, da se bo čez dan segrelo vsaj tja do 14 stopinj. Odločil sem se za izlet do Palmanove, zato ker na tej progi ni nobenih vzponov in bo vzdrževanje cone 2 dokaj enostavno. Seveda se zna zgoditi, da bo šlo tudi kaj čez, zato ker so kakšni nadvozi preko avtoceste ali pa podvozi pod železniškimi progami, ampak maksimalno, kolikor se bo dalo, se bom pa trudil, da bom znotraj cone 2. Za kakšen tak trening bi si seveda lahko zbral še kakšno bolj ravninsko progo, ampak sem si rekel, grem do Palmanove, če slučajno mogoče kdo rabi navigacijo do tja in nazaj, si lahko pogleda link, ki bom dal od spodaj v opis videa. Moj današnji rezultat ne bo najbolj pravilen, zato ker snemam video. Vožnja z eno roko in govorjenje v kamero dvigujeta srčni utrip, tako da bom na določenih mestih mogel voziti počasneje, ampak itak na začetku sezone tako vožnjo odpelješ 2-krat ali pa 3-krat in potem nekje realno vidiš, kakšen je tvoj rezultat. Jaz bom svojo današnjo vožnjo odpeljal po svojih najboljših močeh, brez kakršnih koli trikov, čim dlje časa v coni 2, kadenca okrog 80 in na koncu bomo na Stravi lahko vsi skupaj videli, koliko časa sem bil v coni 2, kdaj sem jo prekoračil in koliko je bil moj maksimalni srčni utrip. Ja, tukaj, ko prečkaš most čez reko Ter, se vse ceste skoncentrirajo na eno glavno cesto, ki pač pelje čez, zato je tle malo več prometa. Pa še sobota je danes, tako da že zaradi tega ljudje imajo svoje opravke, ampak so vozniki zelo videvni in nimam nobenega problema z vožnjo. Celo se dobi kakšen košček kolesarske steze vmes, čeprav ta ni lih ravno najbolj urejena, čista in gladka. V neposredni bližini Palmanove postane cesta zelo ovinkasta. To pa zaradi tega, ker je speljana okrog in okrog obzidja. Obzidje Palmanove je pa narejeno v obliki zvezde.
Tukaj takoj na desni, ko vstopimo v mesto, je parkirišče brezplačno. Če pridete na obisk Palmanove, lahko parkirate tukaj in potem imate 200 metrov do centra. Pa ne samo obzidje, praktično celo mesto je narejeno v obliki pravilne zvezde. Strogi center je zaprt za promet, tukaj je ogromno lokalčkov in vodnih virov, tako da res vabljeni, da prijete v Palmanovo, ne samo na šoping, ampak tudi v center na izlet. Jaz sem do Palmanove naredil 34 km, povprečje je pa nekaj čez 29,4. Tule vam še pokažem, kako izgleda Palmanova, njen tloris v obliki zvezde. Vam pokažem še z Google Mapsa, še bolj natančno. Obzidje Palmanove ima samo trojna vrata, na jugu, na vzhodu in na zahodu. In jaz bom mesto zapustil skozi ista vrata, skozi katera sem prišel noter. Bom pa nazaj grede proti domu ubral malce drugačno pot. Moja cona 2 je na okroglo srčni utrip med 110 in 130 udarci na minuto. Načinov za določanje con je več. Eden najbolj enostavnih je ta, da na nek varen način ugotovite, koliko je vaš maksimalni srčni utrip in vaša cona 2 bo potem med 60 in 70% tega maksimuma. Treningi v coni 2 so kar priporočljivi. Cona 2 je zelo koristna za srce in ožilje. Vožnja v coni 2 je pa prijetna, zato ker ni nič kaj naporna in se lepo giblješ v tistih nizkih obratih, kjer telo nič kaj dosti ne trpi in samo vztrajaš in nabijaš svojo vzdržljivost, endurance. Super zadeva, sploh tako na začetku sezone. Jaz zase niti ne morem reči, da sem na začetku sezone, ker pri meni je sezona celo leto, ampak vseeno vsake toliko opravim tale trening v coni 2, da vidim povprečno hitrost, kje približno sem s kondicijo. Letos imam narejenih že 2000 km in 20 000 višincev, tako da mislim, da sem kar dobro pripravljen. Se pa spomnim pred leti po eni daljši bolezni, sem lahko v coni 2 naredil samo povprečje 22 na uro. In potem po kakšnih 4 mesecih strukturiranih treningov v conah srčnega utripa sem svoje povprečje v coni 2 dvignil na 27 na uro. In to nekako smatram, da je pokazatelj kondicije oziroma pripravljenosti. Vsak zase lahko tako ugotovi, če gre na kolo in se to malo popazite, srčne utripe in kako se bo peljal in ugotovi, kam spada. Predlagam pa, da je taka vožnja v coni 2 dolga nekje med 2 in 3 ure, zato ker tudi potem proti koncu utrujenost vpliva na višje srčne utripe in dobiš nekako bolj realno sliko, kakor na kratkih vožnjah.
Po poti na Zagrade je kar težko vzdrževati cono 2, ker je cesta tako malo bolj valovita in me redno dviguje utrip preko 130. Trudim se, malo še kontra piha, ampak ok, bom poskušal biti čim dlje časa pod 130. K sreči sem na parih ravninah ulovil že enega kolesarja, tako da sem se malo skril za vetrje in sva par kilometrov vozila skupaj in tam so bili potem tudi utripi malo nižji. Najtežji bo pa prav sam zaključek poti, zato ker se moraš od spodaj od Soče pa gor do Nove Gorice kar naenkrat dvigati za kakšnih 20-30 metrov. Bom šel pač zelo počasi. Imam pa še nasvet za vse tiste, ki nimate merilnika srčnega utripa, pa bi vseeno radi odpeljali kakšno lahkotno vožnjo v coni 2. Pejte na vožnjo in dihajte ves čas samo skozi nos. Tu vam jaz garantiram, da cone 2 ne boste prekoračili. Probajte, boste videli, kako se boste počutili. Zdaj pa sem še doma na računalnik preverim, kakšna je statistika, kakšne rezultate sem dosegel. Vse skupaj sem naredil 70 km, ki sem jih prevozil v dobrih 2 urah in pol. Naredil sem pa samo 189 višincev, zato ker pot do Palmanove in nazaj je praktično ravna kakor palačinka. Krog sem odpeljal s povprečno hitrostjo 27,8 km/h, najhitreje sem se pa peljal 46,9. Lepo se tudi vidi, da nisem nikjer pretiraval, saj nisem dosegel nobenih osebnih rekordov, imam pa tle na neki ravninah doseženih par tretjih mest, tako da prav počasi pa tudi ni šlo. Pri pregledu srčnih utripov vidimo, da sem bil 2/3 poti v coni 2, se pravi med 110 in 130 srčnimi utripi, kar predstavlja endurance vožnjo oziroma vožnjo za vzdržljivost. 42 minut sem bil pa v coni 3, ki je pri meni med 130 in 150 udarci na minuto. Vse ostalo praktično ni omembe vredno, 4 in 5 sploh nisem videl, cona 1 je bila pa samo na začetku prvih par minut, ko je šlo navzdol iz Nove Gorice dol proti Soči. Povprečni srčni utrip na celi vožnji je bil 126 udarcev na minuto, maksimalni je bil pa 153 in to je bilo čist na koncu tisti zadnji vzpon od Soče gor proti Novi Gorici. Bom pa mogel iti obvezno še enkrat sam na tak krog brez kamere, da se lepo umirim in skoncentriram, pa bo rezultat mogoče še malo boljši. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.